Tako, jaz sem nazaj v pilotski kabini, upam, da ste se vi okrepčali. Čaka nas še ene dobri 2 uri dela. Tako, prišli smo do drugega našega regijskega dela. Na področju duševnega zdravja se je kljub temu, da je skoraj vso pozornost posrkal COVID, tudi v regiji marsikaj dogajalo. Recimo ravno danes popoldne ima Mladinski svet, ravno na Koroškem, spletni dogodek, ravno tako na temo samomora. Nevladne organizacije delajo v polnem zamahu, oziroma so še dopolnile ponudbo z raznimi spletnimi dogodki in programi. Področje zdravstva se trudi zapolniti kadrovske in prostorske normative, da bodo lahko pomoč nudili čim več ljudem in v čim krajšem času. Še več pozornosti pa bomo gotovo morali nameniti preventivnim programom. Ravno tako se na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja odzivajo na stiske posameznikov. Gotovo veste, da je našo regijo pred kratkim spet pretreslo številčnejše odpuščanje v enem od podjetij. Vemo, da je brezposelnost pomemben dejavnik tveganja za težave v duševnem zdravju. Rahločutno, pravočasno in povezano odzivanje različnih sektorjev lahko tudi v teh primerih ublaži in prestreže marsikatero stisko. Torej ne le individualna odgovornost, ampak tudi odziven sistem javnih služb je nujen. Današnje srečanje bom izkoristila še za kratko seznanitev z usposabljanjem psihološka prva pomoč, ki ga koordinatorji za duševno zdravje izvajamo po regijah. Psihološka prva pomoč se nanaša na prepoznavo, razumevanje in pomoč osebi, ki je v duševni stiski, ki je depresivna, samomorilno ogrožena. Nudi pa je lahko prav vsakdo izmed nas. In če prepoznate, veste za skupino ljudi, za kakšno interesno skupino, ki bi si želeli tovrstnih znanj, nas prosim kontaktirajte. Tako, pa spet nazaj na vsebino. Zakaj je tako pomembno biti v stiku s seboj, s svojim pristnim jazom? Zakaj je pomembno prepoznati lastna čustva, jih ubesediti, izraziti? Kako se razbremenjuje nakopičena napetost in kakšne so možnosti pomoči? To je le nekaj iztočnic, na katere boste skušali odgovoriti psihologinji Nika Kamnik in Romana Kovač iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Ravne na Koroškem. Veseli bomo, če se vam porodi kakšno vprašanje, ki ste ga pripravljeni deliti z nami, in kot sem že na začetku rekla, ga prosim zapišite v tale razdelek vprašanje in odgovori, ali pa ob koncu regijskega dogodka zastavite njima. Tako. Prosim, vajo za prispevek. Okay. Se vidi? Jaz vidim, upam, da ostali tudi. Ok. V redu. Jerneja, najlepša hvala za najino predstavitev in za tak lep uvod v najino današnje predavanje. Še enkrat, midva sva Nika Kamnik in Romana Kovač, zaposleni trenutno v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov Ravne na Koroškem in smo obe psihologinji. Glede na predhodne intervjuje in posnetke, ki smo si jih danes pogledali, bomo skušali to povezati in nasloviti celotno področje psihosomatike. Ne bomo se toliko ukvarjali z somatskimi boleznimi oziroma z diagnozami, ampak je bolj smiselno, da govorimo o tem, na kak način je povezano naše telo, naš oziroma naša psiha. Potem bomo pa nadaljevali v bistvu z dejavniki, ki vplivajo na nas, nekaj jih je bilo že omenjenih. Na koncu se bomo pa na kratko pogovorili še o načinih, torej kaj lahko storimo kot starši, prijatelji, učitelji, svetovalni delavci, da bi zmanjšali verjetnost pojavljanja teh telesnih simptomov oziroma nekih obremenitev na splošno. Če nam bo čas dopuščal, bomo vmes predstavili tudi še kak praktičen primer, čist z vidika lažjega razumevanja samega pojma oziroma samega področja. Nama pa malo nagaja tale povezava, tako da bomo izklopili kamero, pa bomo pol na koncu, če bo šlo, jo zopet vklopili za debato, kot da veste.
Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, podajamo se na področje psihosomatike, takega zelo obširnega področja v medicini, ki v bistvu govori o nauku o telesnih boleznih, ki nastanejo zaradi vplivanja duševnih pojavov. To raziskovanje, te ideje segajo zelo daleč v preteklost, ima pa veda kot taka zelo kratko zgodovino. Že Platon je govoril o tem, že Sokrat, in nekako so videli to idejo, da moramo usmeriti naše razmišljanje na celoto, ker tam, kjer celota boleha, je možno, da bi delno zdravilo delovalo. Zakaj zbolimo? Zakaj eni zbolijo, drugi ne? Kaj sploh je bolezen? Kako jo razumemo? In kako smo mi v odnosu do bolezni? Kdaj se oblikujejo nastavki, da bolezen pri nas nastane, da se razvije? Kako se sploh lahko zgodi, da ne znamo prebrati svojih lastnih čustev in občutkov? In kakšna je cena naše otopelosti do nas samih, ko ne vemo več, kaj zares sploh čutimo? Vaše telo je vaš dom. Kako se počutite doma v svojih telesih? Kako se počutite, ko je ta vaš dom, vaše telo nemirno, ko je bolano, ko ni pospravljeno, ko je razmetano, ko ni prezračeno? In kako bi se počutili, če doma ne bi bili dobrodošli? Zdi se, da višja kot je raven gospodarskega razvoja, bolj smo otopeli, anestezirani za svoje čustvene resničnosti. Nič več ne čutimo, kaj se dogaja v naših telesih, in zato ne moremo delovati samo ohranitveno. Gremo stran od sebe. Naša družba časti koga, a ne? Tiste, ki delajo, ki svoje delo in poslanstvo kar čez cel dan razporedijo, ki prevzamejo vedno nove naloge in odgovornosti, še eno dodatno zadolžitev na delu, ki nikoli ne rečejo ne. In častimo mame in ženske, ki prevzamejo skrb za dom in družino, pri tem pa kar pozabijo nase in na svoje želje. In poveličujemo in častimo otroke, ki so taki neproblematični, ki so kar preveč prilagojeni zahtevam okolja, ki so pokazali svojo izjemno požrtvovalnost in so prevzeli skrb za svoje sojence, včasih celo starše. Tukaj govorimo o samožrtvovanju. In mislim, da beseda sama po sebi spregovori, kaj s tem naredimo sebi. Razumevanje bolezni skozi čas se je precej spreminjalo od teh vračev in šamanov, ki so z obredi izganjali bolezen v taki podobi, do tega, da smo prišli do mehanicističnega modela, da imamo viruse, bakterije, nekoga zunanjega, ki vpliva na nas in povzroča bolezen v telesu. Pa vendar so z odkritjem antibiotikov, penicilina ugotovili, da niso stvari rešene, bolezni obstajajo, pojavile so se nove epidemije bolezni. Pa se je ustvaril psihosomatski model, kjer je na prvem mestu psihična motnja in potem vplivanje le-te na telo, na okvaro tkiva in nastanek bolezni. In tudi tukaj ni šlo pojasniti vsega, dokler nismo prišli do tega, da sta naše telo in nerazdružljiva, da gre v bistvu za vzajemno souvplivanje vseh teh treh dejavnikov in da ne gre izvzeti nobenega izmed njih. Danes vemo, da med možgani in imunskim sistemom obstaja intimen odnos in novo področje medicine, imenovano psihonevroimunologija, se ukvarja z raziskovanjem povezanosti uma in telesa. Tako prepričani so in raziskave dajo take dokaze, da so celo predlagali novo besedo, telo-um, da ne bi razločevali teh dveh entitet. Naš imunski sistem ne obstaja ločeno od naših vsakodnevnih izkušenj. In kaj se zgodi, ko nismo zmožni postaviti jasnih meja na psihološkem in medosebnem polju? Takrat bo to dobilo svoj odraz
tudi na ravni telesa. Nekako tako je, da ko naš molči, telo spregovori. Tukaj se dotaknemo dolgoročnih učinkov kroničnega stresa, ki nas prepletajo, so del našega vsakdanjika. In kaj nam sporoča bolezen? Naše telo nenehno komunicira z nami, kot je bilo danes že omenjeno. Gremo na razgovor, imamo predstavitev, čutimo metočke v trebuhu, roke se nam potijo. Ko imamo še eno dodatno obremenitev v službi, slabše spimo, smo razdražljivi, smo bolj konfliktni. Kadar gre za neke razpoloženjske motnje, v smislu depresije, se pojavi motnja apetita. Pri anksioznosti čutimo tresenje, slabost, poviša se srčni utrip, hitreje dihamo, občutek imamo, da nas nekaj duši. Torej, telo daje sporočila, ampak ali jih slišimo? Bolezen je vedno motnja celotnega človeka in sporoča nam eno opozorilo, da je potrebna taka pomembna, velika sprememba v našem življenju. Torej, bolezen nastane, ko pride do motnje v komunikaciji med možgani in ciljnimi organi. Zdaj z Romano smo se veliko pogovarjali, na kak način bi vam najlažje približali oziroma predstavili to povezanost našega telesa z našim duševnim zdravjem oziroma z našim umom oziroma z našo psiho. Pa smo zasledili eno prispodobo ekonomlonca. Ne vem, je mogoče kdo od vas že slišal, ampak dajte primerjati vaše telo z enim ekonomloncem. Ta posoda ima na vrhu ta ventil, skozi katerega stalno spušča paro, ventilira. In dokler, da je posodi oziroma temu ekonomloncu to dovoljeno, posoda oziroma lonec učinkovito deluje. Potem pa se zgodi, da lahko ta ventil ali je poškodovan ali dela in para ne more več uhajati. Kaj je to posledica? Kopiči se pritisk znotraj lonca do točke, ko lahko ta lonec oziroma posoda tudi eksplodira oziroma jo raznese. In zdaj, če gremo to prenesti na področje našega telesa, torej nekdo, ki je stalno pod stresom, nekdo, ki stalno prevzema neke nove zadolžitve, ki ne zmore odkrito komunicirati, kaj se dogaja, ki ne reče ne, ki ne prepoznava, ne izraža svojih čustev, se tudi njemu pritisk znotraj osebe oziroma znotraj človeka vedno viša, do točke, ko smo rekli, ekonomlonec raznese, pri nas pa se to začne potem kazati skozi telo. Naše stiske, naši notranji boji, neka potlačena čustva začnejo uhajati skozi telo. In to sta tudi že prej oba dva sogovorca v intervjuju lepo povedala. Bodite pozorni na te opozorilne znake, ki vam jih pošilja vaše telo, in ne pristavljati kuhle na tista področja. Dajte uporabljati samorefleksijo in tako kot sta že tudi oba dva rekla, dajte si postavljati vprašanja in raziskovati, zakaj se je zdaj pojavila migrena, zakaj me zdaj tako pogosto boli trebuh, zakaj so se zdaj pojavile vrtoglavice, recimo. In tako smo rekli, telo odgovori z znaki. Tule je zdaj naštetih samo nekaj, pogosto so prisotne bolečine v trebuhu, razni glavoboli oziroma prej je bila omenjena migrena, bolečine, pojavljata se lahko slabost, bruhanje, zaprtost ali pa napihnjenost recimo v trebušnem predelu. Lahko se pojavijo težave z očmi v smislu zamegljenega vida ali pa zožanega vidnega polja. Tudi težave s kožo so pogosto prisotne v smislu raznih srbečic ali pa izpuščajev. In zanimivo je recimo, da so raziskave pokazale, da obstajajo tudi razlike v doživljanju teh telesnih simptomov glede na spol. In sicer so ugotovili, da recimo ženske, glede na raziskave, pogosteje poročajo o nekih občutkih utrujenosti, napihnjenosti v trebušnem predelu in pa o spremembah v menstrualnem ciklu, medtem ko recimo moški pogosteje poročajo o nekih bolečinah v prsnem košu, o povišanem krvnem tlaku in pa o spremembah v libidu.
Razlike pa niso prisotne samo med spoloma, ampak se pojavljajo tudi glede na starost. In to je malo povezano tudi z razvojem samega govora. Predstavljajte si recimo otroci, še nimajo razvitega govora do te mere, da bi znali vedno ustrezno skomunicirati to, kako se počutijo oziroma kaj doživljajo. Nimajo še razvitega besedišča oziroma besednjaka. In takrat se pogosto potem zgodi, da se neke stiske oziroma nek stres, ki ga otrok doživlja, začne izražati skozi telo z prisotnostjo prej omenjenih telesnih znakov. In jaz bi sam tule na tej točki tudi povedala, da v naši ambulanti recimo večkrat sodelujemo z starši, z učitelji, z svetovalnimi delavci in jih večkrat prosimo za izpolnitev raznih vprašalnikov. In te vprašalniki tudi preverjajo prisotnost teh telesnih simptomov oziroma znakov. In je zato tudi vedno nam zelo dragoceno, da pridobimo te informacije, da dobimo nek celosten pogled na otroka. Zato, ker so vseeno starši, pa učitelji, pa svetovalni delavci tisti, ki otroke največkrat vidijo oziroma jih najbolj poznajo. Zdaj pa se bomo samo na kratko še dotaknili dejavnikov. Torej, kaj vse vpliva na nas, da se potem izrazijo neke stiske v obliki telesnih simptomov. Če gledamo različne teorije, vsi poudarjajo različne vzroke, kaj je pa tule najbolj pomembno, da se v bistvu zapomnimo, da ni nikoli samo eden vzrok oziroma eden dejavnik, ampak da gre vedno za prepletanje, tako kot kaže slika. Nikoli ni prisoten samo en vzrok oziroma en faktor, ampak gre vedno za medsebojno prepletanje različnih dejavnikov. Recimo biološke teorije, govorijo o predhodni občutljivosti oziroma o genetski komponenti. Torej, da imajo osebe, v katerih družinah so že prisotne neke somatske motnje, neke predispozicije za razvoj raznih telesnih simptomov, ampak te simptomi se nikoli ne izrazijo sami od sebe, ampak se največkrat izrazijo ob soočanju z nekim stresnim dogodkom oziroma z nekimi dolgotrajnimi stresnimi situacijami. Tako smo potem tule recimo pri drugem dejavniku, kot sem ga že omenila, stres. Oseba ob soočanju z stresom in pa potem potencialno manj razvitimi strategijami spoprijemanja z stresom lahko ob prisotnosti delovanja drugih dejavnikov ravno tako razvije neke telesne simptome. Tule gre potem tudi recimo, če oseba nima zadostnega obsega nekih rezilientnih faktorjev v smislu podpore socialnega okolja, sposobnosti reševanja problemov, se torej neke stiske, stres se kopiči in se zopet lahko izrazi na telesni ravni. Mogoče najbolj pogosto prisotna, glede na raziskave, pa je dejavnik težav z prepoznavo in izražanjem čustev. Torej, osebe, ki imajo težave s tem, da prepoznavajo, kaj čutijo, katera čustva so prisotna in imajo težave z izražanjem teh čustev, imajo v bistvu večjo verjetnost pojavljanja nekih somatskih obolenj oziroma telesnih znakov, zopet ob prisotnosti nekih drugih dejavnikov. Tule seveda ne gre zanemariti sistemskih teorij in vpliva družine. Te teorije v bistvu zagovarjajo, da lahko tudi specifični procesi v družini pripomorejo k temu, da otrok razvije razne somatske simptome oziroma motnje. Tule govorimo predvsem o recimo nekem kaosu oziroma neki zmešnjavi v družini, potem o nekih preveč rigidno postavljenih mejah, pa potem na drugi strani o preveč permisivni vzgoji, ali pa v nekem konfliktnem ozračju med staršema. Pogosto je pa dovolj že tudi to, da je starš nevpleten v otrokovo življenje, da se manj pogosto odziva na neke situacije in to zopet povzroči stisko in stres otroku, katera se lahko potem izraža skozi telo. Pa govorimo še o socialni mreži.
tule smo imeli v bistvu predvsem v mislih socialno mrežo, na katero se lahko opremo, ko nam je hudo, ko se moramo z nekom pogovoriti. Tule govorimo o medvrstniških odnosih, o družinskih odnosih, o partnerskih odnosih. Če nimamo zadostne količine socialnih stikov, lahko to vodi v posledice osamljenosti, izoliranosti in smo potem zopet pri izražanju stisk skozi telo. Ja, potem pa pridemo nekako do tega, kaj lahko naredimo. Veliko smo danes že slišali in jaz bi kot prvo izpostavila to, da kaj lahko naredimo. Tukaj je doprinos nas vseh, ki vstopamo v odnose v šoli, v vrtcu, na centri za socialno delo, v zdravstvenih domovih, v drugih inštitucijah, ko pridejo ljudje do nas. Ker vedno, ko pride človek, pride tudi človek svojo zgodbo. In tukaj imamo ta kanal, to možnost, da se prepoznavajo stiske, da se lahko naredi nekaj drugače, ko pa je mogoče v primarnih družinah, da se ponudi nek drug, nov korektivni odnos. In to se že kaže, da se mislim, da na tem se zelo veliko dela, imamo treninge za starše, treninge za otroke, treninge asertivnosti, številna predavanja za starše, za zaposlene, za strokovnjake, se izobražujejo na tem področju, da bi lažje vse skupaj razumeli. In psihoedukacija, to, da vemo, zakaj se gre, tudi pri bolezni, da vemo, kaj je bolezen, kaj je zdravje, kakšna je njena narava, kako vpliva na nas, da si jo upamo spoznati. S tem si bomo zgradili en tak občutek nadzora. In ko imamo nadzor, ko vemo, kje smo, ko se lahko orientiramo, ko imamo kompas, nam je lažje. In lažje tudi vnesemo potem naš vidik tega, kaj bomo zraven naredili mi, da nismo mi samo nek pasivni prejemnik tablete, ko jo pogoltnemo, ampak se odzovemo z našim bitom. Zdaj, vse se začne zelo zgodaj, in ti nastavki se oblikujejo že v naših primarnih odnosih, ko nas starši zrcalijo v odnosu z mamo, ko dobimo prva sporočila, ko si odgovorimo na vprašanja, a smo mi v redu, a smo mi videni, a me kdo sliši, a me kdo razume, a sem dovolj vreden, da se nekdo ukvarja z mamo. To nam sporočajo v prvi vrsti starši s svojimi vedenji in odzivanji na nas, ko potrebujemo nego v tako veliki meri, kot jo recimo potrebuje dojenček. In hkrati, da smo mi vzor otrokom, kaj naredimo z negativnimi čustvi pa mi, kako jim dovolimo izražati negativna čustva in tudi kako jih ne obvarujemo preveč pri tem, da negativnih čustev ne bi sploh izkusili. Včasih je pač naravna posledica tega, da če si pozabil delovni zvezek v šoli, da naslednji dan boš imel naloge in mogoče se boš zato počutil neprijetno. Ampak vzor smo v tem smislu, da jih naučimo, kaj s tem narediti. A to zdaj pomeni kar konec sveta, ali pa lahko iz tega nekaj odnesem in pridobim eno veščino, s katero se bom soočil naprej v svojem življenju, še z malo drugačnimi primeri, kot je pa samo pozabljen delovni zvezek v šoli. Potem so to tehnike sproščanja, spoprijemanja s stresom, zdrav življenjski slog. To so vse nekako te stvari, ki so tudi bile omenjene in ja, to so stvari, ki terjajo čas in je treba jih počasi, z nekim razumevanjem, veliko treninga vnesti v svoj dan. Tako kot, če primerjamo z Luko Dončićem, če bi on igral košarko enkrat na mesec po 40 minut, najbrž ne bi bilo takih rezultatov. Potem, kako skrbimo zase, a kdaj rečete ne? A kdaj greste čez to, da ne ustrežete drugemu, ampak postavite mejo? Tu je tako paradoksalno to, da če se vprašamo, kje smo se pa mi naučili reči ne, kje je bil tisti prvi ne bom, nočem, ne maram. Ja, zgodaj. Zgodaj pri otrocih, včasih so lahko te odgovori taki zelo naporni za starše,
Ampak pomislimo, če v teh zgodnjih odnosih ta prvi ne bo sprejet, pa ne bo slišan, bomo dali sporočilo, da to ni okej, da tega ne počne, da s tem se umaknemo, potem bo najbrž to nekaj, kar bomo nesli naprej. Vrtec, osnovno šolo, partnerski odnos, na delovnem mestu. Osamljenost se je v zadnjih študijah pokazala precej povezana s porastom ali pa poslabšanjem neke bolezni, slabšimi prognozami. In v času covida je osamljenosti vse več. Tako da je zelo pomembna vključenost, podpora, odnosi, pristni, tudi ne samo tisti na internetu in na telefonu. Zdaj, ko nas malo čas preganja, seveda je tu še psihoterapija, pa bi mogoče samo še te dve stvari malo razložila, malo bolj na otroke, pa vendar ne samo na otroke. Če govorimo o možganih, poznamo te bolj plazilske možgane, možgane pritličja, pa možgane prvega nadstropja, ki so pa taki bolj razmišljujoči, dojemljivi. Otroci primarno reagirajo bolj v spomine, v pritličju, in mi, starši, jim pomagamo, da zgradijo počasi povezavo v prvo nadstropje, tako da smo jim mi tisti, ki jih pomerimo, ki vzpostavimo ponovno kontakt, ki počakamo, da mine situacija, ki znamo kontrolirati svoje telo, ki opazimo, kaj se z otrokom dogaja, ki razmišljamo, ki lahko smo empatični z njimi. In to ne delamo samo starši, to delamo tudi kot vzgojitelj, kot učitelj, kot vsak, ki pride v stik z njim. Mogoče tudi bežno z otrokom v parku, v neki situaciji. In to je ena taka fajn prispodoba, se mi zdi, to je reka dobro biti. In mi smo v teh kanujičkih otroci in odrasli, in ta reka ima nekako v sredini tak svoj umirjen tok, ko lahko pljujemo, ko lahko nadzorujemo. Na njeni podlagi, pod površino so pa tudi taki bolj močni tokovi, ko pa nas zanesejo, ko nas malo obrnejo, ko nas ponesejo na levo ali desno stran tega. In naše življenje, naše uravnavanje čustev je vse skozi takšno. Vse skozi nekako pljujemo in se trudimo in se učimo in izkušnje nove pridobivamo, kako biti čim bolj v tej sredini, da nam bo čim bolj dobro. In ja, vesla imamo pa mi v rokah. Torej pomeni, da zelo veliko je na nas samih, kaj bomo naredili z vsemi temi stvarmi. Zdaj, tudi psihoterapija je bila mogoče že prej omenjena, pa ne bi več šli v to, ko nas res malo čas preganja. Torej, takšne, kot imamo izkušnje, takšni smo. In zelo dobro pri tem je to, da če spremenimo izkušnje, se bomo tudi spremenili. Ok, to bi bilo zdaj z najine strani to. Jerneja, jaz upam, da smo v časovnih okvirih. Super sta. A veste, kaj meni sem žal? Da nismo več časa odmerili. To je tako pomembna tema in se mi zdi, da je tokrat spregledana, da če bi še 3-krat toliko časa namenili, da bi bilo dragoceno pa potrebno. Tako da, hvala, pa jaz svoje bom še pocukala z roko. Hvala ti, Hvala. Ja, da ne bomo zamujali, bomo šli kar naprej. In sicer o tem, kar sta vidve začeli, bomo tudi v naslednjem pogovoru vmes omenili in ubesedili, tako da je pravzaprav, kot vidite, vse skupaj precej prepleteno in ta dualizem in telesa in duha in duše je nekako umetno ustvarjen in jaz verjamem to, da je celota tista, ki funkcionira ali pa ne. Spet sledi en posnetek. Naslov, kaj pomaga živeti, kaj pomaga preživeti. In ne bom predstavljala, ker bomo vse v posnetku povedali še bolj podrobno. Mogoče hočem reči samo to, da še bolj pomembno kot vsebina, ki jo bomo zdaj podali, je mogoče samo sporočilo, da je možno tudi v enih izjemno travmatičnih izkušnjah okrevati. Tako.
Ja, lep pozdrav sogovornicama. Naj se vama najprej zahvalim, da ste si vzeli čas in prišli k nam na Koroško, za katero si eni upajo celo reči, da je pri nas na koncu sveta. Ampak če je res vse stvar perspektive, mogoče je pa pri nas začetek. V glavnem, dobrodošli. Hvala tudi Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika, ki nas bo danes prijazno gostila, saj nas je izpod lipe v Grajskem parku pregnal dež. In ker si imamo, mislim, da kar dosti zapovedati, je najboljš, da kar začnemo. Kdo sta naši današnji gosti? Vita Poškova, psihologinja, izredna profesorica na Univerzi na Primorskem in Univerzi v Mariboru, se intenzivno ukvarja s preučevanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja in promocijo duševnega zdravja, z implementacijo novih preventivnih programov v Sloveniji in klinično svetovalnim delom. Na Univerzi na Primorskem inštitutu Andreja Marušiča je namestnica vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora in vodi klinično raziskovalna dela. Je predstavnica Slovenije pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora in sovoditeljica posebne interesne skupine za žalovanje in postvencijo pri tej organizaciji. Zdaj, če bi naštevala še vse ostalo, bi nam manjkalo časa za drugo. Tako, ampak moram pa povedati, da ima rada kitajski čaj, zelenča in rada bere murakamiove knjige. Zelo rada. A sem pozabila še kaj pomembnega povedati? Mislim, da je to zaenkrat. Dobrodošli. Anja Klanča, magistra zakonske in družinske terapije in avtorica knjige Ko izgubiš, zgodbe o prebolevanju samomora v družini. Anja, kjer čaj pa vi radi pijete? Samo da je toplo. Samo da je toplo. Ja, današnji pogovor bo preplet strokovnih dognanj in osebnih izkušenj. V našem prostoru ni veliko ljudi, ki bi bili pripravljeni javno spregovoriti o tako boleči izkušnji, kot je samomor v bližnjih. Zato, Anja, je še toliko bolj dragocena, da ste z nami. Razmišljali pa bomo tudi o tem, kaj nam pomaga živeti, kaj nam pomaga preživeti, kot smo poimenovali današnji pogovor. Pa, bom sem jaz govorila, kaj je vaju spodbudilo pravzaprav, da se ukvarjate s tako precej težko tematiko? Vita, vi? Ja, pravzaprav jaz bi rekla, da je verjetno pri meni en tak splet na ključi, ki je vodil do tega, da danes tukaj z vami sedim. Sigurno eno tako najbolj pomembno naključje bilo takrat, ko sem bila še študentka, pa je profesor dr. Andrej Marušič, takrat bil direktor Inštituta za varovanje zdravja, tako kot se je takrat še imenoval. On je iskal nove študente, ki bi sodelovali z njim na teh preventivnih programih in se mi je takrat zdela to neka taka dobra priložnost, neka tema, ki me osebno zelo zanimala. Je pa gotovo k celotni zgodbi pripomoglo to, ali pa k temu, da sem pač tukaj ostala, nenazadnje tudi po njegovi smrti, to, da je v tistem letu, ko je Andrej umrl, pravzaprav v tistem letu sem izgubila čisto po naključju 4 ožje družinske člane, ne zaradi samomora, pa vendar so bile to res nenadne smrti. In poleg dr. Marušiča, ki je bil takrat tudi že moj predviden mentor za doktorsko nalogo, še drugega mentora, ki bi moral biti moj mentor. In tema je že takrat bila določena, da bi se jaz ukvarjala z žalovanjem. In se mi je zdelo, nekako se ti lahko to zloži v življenju, da delaš doktorat iz področja žalovanja, pa ti umrejo 4 družinske člani, pa oba mentorja. In se mi zdi, da me je to nekako spodbudilo, da sem potem tudi v tem, da sem tu nadaljevala, ker pravzaprav tiste točke bi lahko tudi odnehala, pa bi rekla, mogoče pa se moram ukvarjati z ničem drugim. Se mi zdi, da to je tudi eno tako poslanstvo, ki ga še danes čutimo. Tako da tudi takrat smo se z Anjo, po enem takem spletu naključju, prvič srečale, mogoče bom rekla tako, sem že takrat čutila to, kar ste mogoče izpostavili, na tako veliko spoštovanje do tega, da nekdo o taki temi spregovori. Ja, nikoli si ne bi mislila, da bom o tem govorila. Seveda sem spregovorila na podlagi lastne izkušnje, se določene stvari delamo iz sebe in tudi zaradi sebe najprej, potem šele zaradi drugih.
tako je tudi ta tema žalujoči po samomoru se me dotikala in se me še vedno dotika, ker pač sta v razmaku parih let naredila samomor mama in oče. Recimo, to je preteklo nekaj časa in na podlagi tega iskanja sem napisala knjigo Ko izgubiš. Ne vem, če bi pravi smer, kako je bilo vprašanje, ampak ta tematika. Seveda je moglo preteči veliko časa, da določene stvari dobijo neko zgodbo, nek smisel, pa da se zdaj tukaj o tem pogovarjamo, o tej zoprni, težki temi, ki bi se vsak želel izogniti in niti ne želel slišati o njej. Verjetno tudi jaz, če ne bi doživela enega hudega trpljenja. Bi se tudi želela izogniti, kar je človeško in normalno. Je pa verjetno rabi človek čas, preden lahko o tem govori, ne more v procesu žalovanja. Sigurno ne, če ti nekdo umre včeraj, ne moreš danes govoriti o tem, ker je bolečina tako huda, oziroma si prebrisane. Vprašanje, če bi se čez 10 let spet dobili, pa bi ista vprašanje postavili, pa bi pol bili najni odgovori, verjetno spet malo drugačni. Je pa tema, je pa prav, da so taki dogodki, da se vsaj o tem kaj spregovori, tudi Vita, ne, tako da. Ja, zakaj smo se pa mi odločili, da to temo samomora mogoče podrobneje v sklopu tega svetovnega dne duševnega zdravja osvetlimo? Zaradi razsežnosti te problematike, ki jo v našem prostoru zaznavamo. Vemo, da Slovenci štrlimo iz evropskega povprečja, Korošci štrlimo iz slovenskega povprečja, pa ne samo samomori. Jaz mislim, da tudi vsi poskusi samomora so ta zgodba ali pa primerjava, ki jo marsikdo daje o samomoru kot ena ledena gora, kjer je še tolikega trpljenja pa v bistvu zadaj, pod gladino, nevidno. No? Pa bi mogoče jaz za našo koroško regijo na kratko enih par stvari povedala, podatkov, da si lahko predstavljamo, kako velik je pravzaprav ta problem. Koroška regija šteje vsega skupaj nekaj manj kot 71,000 prebivalcev in je v letu 2020 zaradi samomora izgubila 20 ljudi, 16 moških in 4 ženske. Zdaj, če to prevedem v samomorilni količnik, ki ga radi uporabljamo za lažjo primerjavo, pomeni pa število umrlih na 100.000, je to 28,23 ta količnik. Recimo leta 2019 je umrlo 17 ljudi, 4 manj. Ta količnik pri nas na Koroškem nekako zanimivo izredno niha in je tudi težko eno pametno razlago najti. Če primerjamo recimo samo 2 leti nazaj, v leta 2018 smo imeli ta količnik 9,9 in smo bili najnižje v vseh regij v Sloveniji. To se pravi samo 7 ljudi, še vedno 7 ljudi preveč. Leta 2014 isto zelo nizko. Potem pa 2015 je pa kar naenkrat poskušala 26 umrlih zaradi samomora. To se pravi količnik 36. Mislim, so res zanimivi poskoki in je mogoče zaradi tega lažje govoriti o enem povprečju skozi več let. Pa če omenim še to, od leta 2013 do 2020 imamo ene podatke, ki govorijo za količnik na Koroškem 23,7, v primerjavi s Slovenijo, ki je 19. O trendu upadanja lahko govorimo, je pa res intrigantno, kakšni poskoki se znotraj majhnih regij opazijo. Vita, če nam lahko nekaj več povete, pa postavite v kontekst Slovenije, mogoče še širše. Ja, kot prvo, gotovo drži, da je Koroška med bolj ogroženimi regijami. Mislim, da tudi zgodovinsko gledano, če bi primerjali regije med sabo, je nekako vedno izstopala, podobno kot še nekatere bolj vzhodne regije države za tem visokim povprečnim količnikom. Mislim, da so nihanja velikokrat se pripisati tudi te relativno nizki absolutni številki. Če bi mi imeli tukaj populacijo 500 000 ali pa 3 milijone ljudi,
verjetno do takih nihanj ne bi prihajalo. Ne. Recimo podobno lahko vidimo v kakšnih zelo majhnih populacijah, ker nam tudi včasih imamo količnik, recimo se zdaj spomnim, populacijo zapornikov, recimo, ne, tam tudi včasih kakšno leto je količnik nič, ne, ker se jim ne zgodi noben samomor, ne, potem pa se zgodi 2 ali pa 3, pa naraste za 400%, ne, takšne, se pravi, zelo majhne populacije, pravzaprav so zelo občutljive na te nihanja absolutnih številk, ne. Bi pa rekla, da ne, in Koroška in Slovenija kot celota smo nad evropskim povprečjem, nad svetovnim povprečjem, tako da ja, je v 20 letih zadnjih prišlo do res dobrega upada. Ne? Za 1/3 približno smo v Sloveniji zmanjšali število smrti zaradi samomora. Ampak nekako tukaj ni točka, kjer bi se lahko ustavili, ne? Ni to točka, kjer bi lahko bili zadovoljni. Že zato, ker imamo še do, da rečem, do evropskega povprečja kar daleč, ne? Pa do tega, da nazadnje tudi Evropa si prizadeva ta svoj količnik še znižati, ne? Zato, ker dejansko je to ena izmed svetovnih regij, ki je še, kljub temu, da imamo kar dobro kvaliteto življenja, pa še vedno kar ogroženo, ne, za samomorno vedenje. Tako da, že tukaj lahko vidimo to kompleksnost, da ne moramo čisto enoznačno pripisati enemu dejavniku, ki bi rekli, pa ne, zaradi tega je takšna situacija. Pa zanimivo se mi zdi, recimo, to lansko leto, ko nas je vse malo streslo izhlačalo, kako ne rečem, tako in drugače, bolj ali manj, smo zelo pričakovali, kakšne bodo številke glede samomora. In ne vem, ali je to presenečenje ali ni, število ni bilo više kot v prejšnjem letu. Ja. Kaj to pomeni? Jaz bom rekla, mene mogoče, pa nas, ki delamo na področju duševnega zdravja, pa predvsem področje preprečevanja samomora, mene ni toliko presenetilo to. Čisto iz nekih zgodovinskih preteklih izkušenj, ker se je videlo, da recimo, kadar pride nek zunanji sovražnik v družbo, se velikokrat ljudje med sabo povežejo, ne pride do neke kohezivnosti ljudi, ki je recimo v nekih drugih časih, normalnih časih, če bi rekli, ni toliko. Tudi tukaj moramo reči, da so tudi prve številke, ki so že nakazovale to, da se pravzaprav število samomora v nekem trenutku celo znižalo, so se kazale iz drugih držav. In tudi mi smo nekako predvidevali, upali, da so naše trendi podobni. Ne? Verjetno so zasluga tega tudi to, da so pač države poskrbele nekako za to, da se ni prišlo do nekega hujših ekonomskih težav, da tako reče, ne da jih ni bilo, ne, ampak da vseeno so tukaj bile neke kompenzacije ljudi možne. Pa hkrati tudi ne, ta občutek, da smo, mogoče če se spomnimo ne, tistega prvega vala lani na pomlad, ne, smo pravzaprav vsi se nekako malo ustavili, ljudje so se več družili med sabo, v smislu družin, časi so se vzeli, so rekli, ne, čas za stvari, ki se jih prej niso, so šli na kakšen izlet, še lepo vreme, ne šlo na roko, ne. Tako da v bistvu je bil tak en dober čas za povezovanje velikokrat, sploh tam, kjer so odnosi v redu. Ne? In tudi nekako so ljudje doživljali, da vsi smo na istem, ne? Nekako tudi tisti, ki so bili boljši, slabši, kakorkoli smo vsi bili pred nekim novim izzivom. Je pa res, da ne vemo, kaj bo letošnje leto prineslo. Ne? Letošnje leto je manj stabilno, neke drugi izzivi se kažejo, kar jaz čutim, je tam neka manjša povezanost, manjše zaupanje v družbo kot tako, ne, ki se trenutno kaže v nekih družbenih dogajanjih, pa ne bomo šli v politiko, ne, ampak to leto mogoče mene malo bolj skrbi to, kar bi pač naslednja pomlad prinesla, ki je pač tisti čas, ko je, da se ne mora več. Pa tudi resursi za spoprijemanje s tem. Jaz vem, na začetku sem se bomo stisnili ta mesec, pa 2 pa bo, ne. Pol pa se ta mesec pa 2 meša. Pa tudi so izčrpani. Izčrpani. Ampak mogoče še to, število poskusov samomora se pa je povišalo. Ali pa tudi ne pri vseh populacijah, recimo mladostniki, ta starejša skupina mladostnikov se je izkazala za bolj ogrožena v tem času, ne? Ja, tudi mladi odrasli, ne samo mladostniki, tudi mladi odrasli so se veliko študij je bilo kar veliko, tako da bi se neka sinteza vseh podatkov nas pravzaprav po mojem mnenju še čaka, ne? Ker se mi zdi, da je to dosti razdrobljenih posameznih študij, ki mogoče še res skupaj bodo dali celo sliko. Ampak mladi odrasli so se pokazali kot ena izmed ranljivih skupin. Jaz mislim, da tudi zato, ne, to so tudi študenti velikokrat bili, tudi zato, ker se mi zdi, da mogoče so premalo pozornosti dobili, ne? Ali pa mogoče dostikrat so se ravno v študentskih letih ali pri teh mladostnikih pokazali mogoče ti neugodni družinski odnosi, ne, ki pač smo bili pa vsi bolj nekako podvrženi temu, kar se v družini pač dogajalo, te dinamike.
Ja, to, da so neugodne izkušnje, pa stres, pa stiske, stalnice našega življenja, to je dejstvo. Menda kar eden od 6 ljudi v življenju pomisli kdaj na samomor. Sprašujem se, ampak kaj je razlika? Zakaj se potem nekdo odloči za samomor in drug ne? In kdo so tisti, recimo, ki so bolj ogroženi? Meni je samomor, mogoče bom čez leta še kaj drugače rekla, ampak mi je res skrivnost. Super je, da so študije, super in že veliko ljudi se s tem ukvarjali in se še bo in upam, da bo čas naklonjen tudi temu problemu, o katerega se vrtimo, ampak predvsem o samomorih, kot še enkrat se mi zdi, da je res skrivnost. In šla pa še v drugo dimenzijo, pogledati tiste, ki ostanejo, ko nekdo naredi samomor, to so pa žalujoči. Mislim, da so pa tudi tukaj dostkrat nehote prezrti, ker seveda, ne bom rekla, da je lažje analizirati, ker so študije, to že samo veš, ko si 10 let, pa 20, ko potegneš neke statistične podatke, je pa z vsakim samomorom so ljudje. Pustimo, tisti, ko naredi samomor, ok, recimo si je rešil, se je pomagal, njega ni. Je pa neka praznina tudi na področju te statistike. Tudi to statistiko pogrešam jaz, osebno, da nisem sposobna zadelati neke raziskave. To, da je skrivnost. A to vprašanje, zakaj človeka muči, zakaj to grabimo to zakaj? Zato, ker smo verjetno zelo racionalna bitja in na vsako vprašanje si želimo odgovora, zdaj 3-krat potisnemo na telefon in ga imamo, recimo, delnega, Tukaj se pa zapleteš v eno spiralo, ki ne priješ do konca, Tudi jaz sem se spraševala, zakaj sta oče in mama naredila samomor. Pa jaz verjamem, če bi šla v neke analize hude, jaz ne vem, če bi lahko tukaj sedela, pa kam bi prišla. Jaz sem se na nekem trenutku ustavila in rekla, dovolj je, to je dejstvo. Dejstvo je, da je na Koroškem veliko samomorov. To je dejstvo, zdaj pa iz tega nekaj narediti. Zakaj? Vsi imamo neke odgovore, ampak vsem smo ful omejeni v nekem svojem razmišljanju. Tukaj bi to, vsem je to en tak lep odgovor, ki ga vedno dam, da se mi zdi, da je samomor skrivnost in nekako odgovorim in ne odgovorim, ker ga ni onaka, da bi povedal, zakaj. Jaz lahko povem, zakaj je miza tako narejena, da bi povedal mizar. Ali pa zakaj je kozarc tako oblikoval, recimo. Ali pa kak okusma čaj, to lahko. Zdaj, ampak je lahko tudi slišati, da lahko pomerili živite s tem odgovorom. To je pa, mislim, to je pa, ko ima vsak svojo pot in vsak sam. En si pa želi na vsak vprašanje odgovor. Nič ni narobe s tem, če raziskuješ, ampak do kjere točke te pripelje. To je pa pol drugo vprašanje, a te zadovolji tisto, kar si odgovoril, ali te ne. Tok, samomori so pa vedno bili in vedno bodo. Nažalost, ne vem, tudi v Svetem pismu samomor 6-krat omenja, recimo. Samo 6-krat. Vidite, če bi mogoče, zdaj še izkoče se, pa govorimo o teh javnikih. To, kar Anja reče tako lepo, to je skrivnost, ravno to. Mi poznamo, če bi rekli študije, poznamo res veliko dejavnikov tveganja. Od tistih na individualni ravni, medosebni ravni, skupnostni ravni, družbeni ravni. Veliko študij je res v zadnjih 50 letih raziskovalo vse to. Ampak kako se bo čisto vse to združilo v neko zgodbo posameznika? In na drugi strani tisti varovalni dejavniki, ker včasih vidimo koga, ki bi rekli, vse te dejavnike tveganja odkljukane, pa nekako gre skozi življenje, nekako mu zmore, nekako lahko, Drugi pa mogoče ena stvar, če bi rekli od zunaj gledano, ali pa neka taka, pa nekako ne zmore. In se mi da ravno
to je pravzaprav nemogoče napovedovati, ne. Mislim, mi lahko napovedujemo z nekimi, pravzaprav imamo neke statistične modele, ki napovedujejo, pa povejo, ampak kako pa zdaj pri vsakem posamezniku se ta medsebojni preplet dejavnikov odigral, je pa res vprašanje in mislim, da če bi to znali odgovoriti, bi se odzeli človeku tisto njegovo individualnost, njegovo človeško zgodbo. In tega pa mislim, da ni niti prav, da bi kakršnokoli znanost ali pa kdorkoli naredil, ne? Pravzaprav je to na koncu še vedno tista zgodba posameznika, ki pač ostane. Ne? Je pa res nekaj Janja nakazala, ne? Pri žalovanju pa se soočamo z tem, da pač skušamo ta zakaj, velikokrat žalujoči skušajo ugotoviti ali pa dobiti nek odgovor na zakaj. Nekaterim je okej, če ostanejo za tem, da se rečejo skrivnost, ne? Nekateri pa rečejo, ne, to na koncu ni imelo pomena in nikoli ne bom mogel dati temu nekega končnega odgovora, ampak ali pa nekateri pa rečejo, ja, to je zato, ker ne. Bolj pač po nekih teorijah, da rečem žalovanja, ne, bolj pomembno to, da ljudje v bistvu nehajo se ves čas izpraševati to vprašanje, ne, da po nekem času v bistvu normalno je, ne, da nekaj časa, da moraš prvo leto, ne, tudi dalj časa, ampak da ni to celo življenje iskanje tega zakaj, ker potem v resnici svojega življenja verjetno ne moreš vedeti. Sveda ne, ker se zapletejo ljudje, ki nekoga zgubijo zaradi samomora, ta haklec, po domač povedan, ki lahko traja tudi do njegove smrti, a ne? Ne bom, sin, a ne, zdaj tukaj so starši, ki so zgubili otroka zaradi samomora, kar spet druga populacija, tukaj so recimo razred, ki zgubi svojega sošolca, zaposleni, ki zgubijo enega svojega sozaposlenega. Zdaj, predvsem se tukaj mislim, da tiče predvsem družine, ne? Zdaj, ti zakaj pa nekdo storil, ne? Tukaj se še peta veliko, pa je nekdo varal, pa so bili finančni problemi, tukaj znamo veliko slabega narediti ljudje z jezikom, a ne, in s temi čenčami, pač pa se nekako pomirimo, če se ti pa zgodi v družini, a ne. Ena tragedija, mislim, da je tukaj zelo specifično in res se okrog tega vrtiš, kot sem rekla, se lahko vrtiš do konca, ne. Kar pa res, in potem, kot si rekla Vita, pozabiš sam živeti. Kar je pa tudi ena velikanska škoda in praznina. Seveda, eni ljudje pa pač, ne bom rekla, da paše, ampak tukaj je pa potrebna pomoč in ujeti te žalujoče, ki ostanejo, seveda, če si želijo suporta in podpore. Tukaj pa mislim, da se počas premika na slovenskem, a se... Rečimo, da se premikamo, je že dosti, ampak počas nekaj je... Tako, in da se nekdo ujame v te pomoči, ker je pa specifično žalovanje, ne? Kot nekdo, ki zgubi nekoga zaradi bolezni v prometni nesreči, ali ne vem, vedno je prehitro, ne, tudi če samomor. Pri samomoru je še posebej to, ker vsa ta krivda, to tudi iz anket razvidno, in vsa ta krivda gre na žalujoče, oziroma na svojce. Zdaj si to breme predstavljate, mislim. Lahko samo ljudje zunaj opazujejo in so sočutni, a ne. In tu se tudi od žalujoče nekako ljudje odmikajo, ker ne vejo, kaj ljudi vprašati žalujočka, ne vejo, kako pristopati, ne. Tukaj se tudi, kot da je ena luknja. Je samomor, ne, se naredi in to je to. Vi imate del, ne, ker delate statistične obdelave, pa se pa razprašijo te ljudje, živi ljudje. Vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora, vaš sodelavec Diego Deleo, je nekje v svoji knjigi Prelomnice, ki jo mimogrede priporočam za prebrati, ki so zgodbe ljudi, ki so imeli izkušnjo samomora, preživeli in zmogli ubesediti, kaj se je dogajalo, kako so živeli naprej, je napisal tako, da če bi hipotetično lahko ustavili trpljenje, bi zelo malo ljudi razmišljali o samomoru. Smrt je le sredstvo, s katerim se izognemo nadaljevanju nevzdržnega stanja. In res ljudje, ki so zmogli po izkušnji samomora spregovoriti, večkrat povedo, da niso zares želeli umreti, ampak enostavno niso zmogli več živeti s tolikšno duševno bolečino.
razmišljamo malo, koliko in kako so težave v duševnem zdravju povezane z samomorom. Po nekih ocenah je 70% ljudi, ki umre zaradi samomora, trpi zaradi depresije. Kaj? Ja, študije kaže, da med 50 in 90%, tako je bilo rečeno, mogoče preči 70%, karkoli, kaže na to, da je v ozadju neka največkrat nezdravljena, neprepoznana depresivna motnja. Ampak moramo vedeti, da v resnici je ljudi, ki zbolijo za depresijo, veliko, veliko več in da od teh, ki zbolijo za depresijo, je pa samo majhen delež pomislilo, kaj šele, da rečem, naredilo samomor. Tako da tudi depresija sama po sebi še ne pomeni, da smo nujno takoj že samomorili, ampak predvsem verjetno kaže na to, da je pa treba te znake depresije dovolj dobro prepoznavati. Zdaj, tu bi jaz izpostavila mogoče še en vidik. Depresija, dostikrat, ko gledamo znake depresije, hitreje prepoznamo depresijo pri ženskah. Neka žalost, pomanjkanje energije, to, da smo, slabe volje, tako klasično jočeno, žalostni, to je nekaj, kar ženske lažje izražamo na ta, skozi te simptome depresije. Pri moških se depresija velikokrat kaže skozi razdražljivost, agresivnost, skozi osornost, skozi zapiranje vase, skozi zlorabo substanc. Torej, skozi neke druge načine. In se mi zdi, da ta vidik je še toliko težje prepoznati in ne nazadnje tudi ženske lažje gremo po strokovno pomoč, moške spet težje, tako da v bistvu imamo spet eno tak začaran krog, v bistvu, kako v bistvu priti tistih, ki so pa mogoče celo za samomor bolj ranljivi, to so pač moški pri nas. Čeprav, seveda, ni izključujoče eno ali tako. Pa zanimivo je mogoče to, da več poskusov samomora je pa pri ženskah. Vse to. Ja, da stiske so pri obeh spolih, samo način, kako se pokaže in kaj pomeni za enega in za drugega. In tudi v bistvu, če smo odkriti, moški velikokrat tisti, ki zelo uporablja termin, ki ni politično korektno, ki jim spodleti samomor, se pravi, ki preživijo samomor, pa dobijo včasih še dodatno oznako, ni mu še to ni rata, še to ni bil sposoben narediti, tako reče, kar tako, kar pomeni, da tak človek je že itak bil nekako bupan in skušal na nek način se rešiti svoje stiske, bolečine tega, tako rečemo, tunelski vid, ki ni našel druge rešitve kot samomor, pa na nek način ne dobimo mogoče podpore tiste zakonice, ki bi jo rabili. Ker če bi se mnogo zlomil, bi pa vsi šli, pa bi mu pomagali vrečko nositi, ko pa se zlomi duša, kot je dosikrat rekel profesor Markušič, pa to pogledamo stran, ker dosikrat to, kar je rekla prej Anja, ne vemo, kaj reči, ne vemo, kaj narediti, ne vemo, v bistvu včasih tudi nimamo, mislim, da sami kapacitet, da za bolečino drugega vztrajamo. Jaz se lahko navežem na sama, ko sem recimo v svojem doktoratu delala pogovore z ljudmi, ki so nekoga izgubili zaradi samomora. Jaz se spomnim, kako bolečine, to bilo nekako, tudi moja notranje moči, bila pa sem psihologinja, pa se s tem ukvarjam, in tako dalje. Koliko moraš biti v bistvu pri sebi, nekako močen, da lahko take pogovore na nek način imaš, izdržiš. Zdaj pa, če je to nek tvoj sosed, boš pa, je pa lažje, kar je rekla Anja, če se mogoče v stran pogledal, pa ne vem, imaš že tak sam svojega dosti v življenju. Jaz bi se za trenutek še vrnila, ker je fajn istočnica ta moški, ženske. Tudi predstava, ki ima ali družba, ali moški, ali vsi o tem, kako pa mora moški funkcionirati, kako lahko pokaže svojo ranljivost, krhkost. Zdi se mi zelo zanimivo, ko sem zdaj v tem času zasledila projekt, ki ga društvo Hospic pelje, in sicer moč moškega žalovanja. To so podporne skupine, mislim, da so zaenkrat 3 po Sloveniji, ustanovili tudi žalovanje moških, dovoliti si biti, tako se rekla, ranljiv, krhek, se zjokati. Tudi pri žalovanju moških, mogoče to lahko tako izkušnjo delite z nami. Mislim, ja, neki standardi družbe nam postavljajo totalno na glavo obrnjeno lestvico, kakršna je realnost. Ljudje se pač bojimo trpljenja, žalosti, bolečine, se raje družimo z ljudmi, ki so veseli, razigrani, mogoče
nemirni vse čas, ko pa z enim, ki se mu je zgodila neka huda izguba, trpljenje in tako dalje. Ne. Zakaj je tako? Tako, ko spet se navezujem na Vitine besede, tako, ko moraš biti res, da nekako lahko tudi ti z nama se pogovarjaš, verjetno imaš neke kapacitete, da lahko temo, da te zanima ta tema. Ne? Ker lahko bi rekla, ne bomo ti govorili, to je to. Moške in ženske, jaz mislim, da bolečina povsod je ista. Tudi ženske posegajo v alkohol. Tudi ženske, mogoče celo bolj agresivne kot moške, da bomo zdaj tukaj samo moške imeli, pa ta neka popolnost, biti perfekt v vsaki situaciji, celo tudi v žalovanju biti perfekt. Tukaj se ljudje celo učijo, kako žalovati, zato da bodo ustrezali okolici, zdaj pa želiti njim, zdaj pa že bi mogla. In to je res neverjetno. Kaj smo prišli, da se moramo tudi bati žalovati. To je neverjetno, neka osnova, ker vsakega bo doletel. Bog daj, da čim kasneje, izguba bližnjega. Sej, a sploh znamo izgubljati? Mislim, pa bi, recimo to, biti do žalujočega pristopati. Jaz sem se tudi pogovarjala z žalujočimi. To je res neverjetno, da se ti lahko odprejo, če imaš sam svojo izkušnjo, kot pa nekemu strokovnjaku, kar pa tudi ne minimaliziram te pomoči. In sem biti slišan, lahko si sam tih, pa da govori. Je pa res problem pri nas ljudeh, ker želimo vse takoj rešiti, zdajle, instant in rešiti se bolečine. Mi povemo, da zdaj leta 2007 sem mamo izgubila, zdaj smo pa leta 2021. In začunajte, koliko časa je minil, da zmoremo o tem govoriti. Vprašanje, kako bom govorila leta čez 10 let, recimo, o tem. Mogoče še lažje kot zdaj. In ti, če boš še kakšno research naredila, ne? Recimo. Prej je bila nekaj vmesenih stolčnica, pa bi mogoče spet zagrabila, da se navežemo na problematiko alkohola, recimo, in samomorov. Spet sem nekaj prebrala, da je pojavnost samomora med nezdravljenimi alkoholiki kar 23%. Zdaj, kako vlogo ima ta alkohol, oziroma vsa sredstva, ki nekako navidezno pa začasno poskušajo utišati, umrtviti in bolečino? Zdaj, na eni strani je pri alkoholu to, da v bistvu gre za en antidepresivni, en način, kako v bistvu lahko zdravimo depresijo. Ne na najboljši način, ne zdravi, to je narekovali, seveda to pomeni. Se pravi, način, kako se v bistvu z lastno bolečino, z lastnimi nesigurnostmi, lastnimi spraševanji se soočati. Še pomembnejše v smislu razvoja samomorilnega procesa, če smo teoretično spet malo, pa igra alkohol tudi v tisti zadnji fazi, ko mogoče nekdo je že najprej se razvila tista želja, razmišljanje, da pač življenje ni več vedno živeti, pa potem razmišljanje, da si želimo umreti, pa se stopnjevalo do razmišljanja o tem, kako, da bi naredil samomor nekdo, da želim končati življenje. Je alkohol velikokrat lahko tisti sprožilec dodatno, ki daje v tistem trenutku nekako pogum, ne inhibira tiste želje po življenju, potem, da si največ naredili. Se pravi, v tistem zadnjih trenutkih zelo veliko ljudi, v bistvu, ki umrejo zaradi samomora, se izkaže, da so pred tem v bistvu zaužili alkohol, ravno zato, da v bistvu so lažje, da bi speljali to samovedenje. Tako da, definitivno bom rekla, alkohol in tudi druge substance niso tukaj nek varovalni dejavnik. Hkrati vemo, da je celotna naša kultura še kar preživka. Zelo preživka. Mokra kultura, način, kako ravnati z neugodnimi občutki, za stiskami, da je točno tako veliko zrak se posluša. Ali lahko še to sem nekaj detalj mogoče. Jaz smo se prej navezovali recimo na moško žalovanje. Recimo se spomnim iz enih prispevkov iz tujine, pa zato to mogoče bo pa kogoč pri nas podvodilo na ta način. So ugotavljali kolegi nekako, ki v bistvu ta način pogovarjanja o izgubi, v bistvu zelo ženski princip, če smo odkriti. Tudi to sedimo ženske, pa se pogovarjamo.
In se recimo v tujini, sploh v skandinavskih državah, recimo te podporne skupine, predvsem take, ki so organizirane s strani drugih žalujočih, niso naredili v smislu, da bomo pa tudi 10 nasedelo, pa bo vsak povedal svoje bolečine, ampak danes gremo pa na sosednji hrib, na izlet. In so na ta način moški lažje, in potem seveda dva moška hodita in se lažje pogovarjata o tem, kaj se je zgodilo. Pa bom rekla, kar malo tako ilustrativno lahko si predstavljamo, Anja je rekla, kako je ta miza sestavljena, če bi dva moška zdaj tukaj morala to na mizo sestaviti, zelo stereotipni smo, ampak bi mogoče pogovor tudi o žalovanju lažje stekel, kot če bi se gledala iz oči v oči. To so ene izmed študij, ki ugotavljajo, da pač mogoče je nek tak malo bolj posreden način, toliko, da jih dobimo na svojo stran, je to bolj pomembno. Vse potem vemo, da se tudi moški odprejo. Je pa tudi res, da študije kažejo, da se seveda moški, ženski smo take, da za svoje duševno zdravje rabimo predvsem ozek krog najboljših prijateljskih razvedenemo svoje čustvene stanja. To je tisto, kar ena izmed dejavnikov tega, ki ženske zelo ohranja pri zdravju, če tako rečemo. Malo smo stereotipni, ampak pustimo. Pri moških pa ni to krog 3 najboljših prijateljev, ker se dosti krat tisti prijatelji se bodo vseeno pogovarjali, ne vem, kak je pa zdaj športnik naredil, pa kaj se je zgodilo v politiki. Moški potrebujejo pa eno žensko osebo, ki lahko zaupajo. Ali je to zdaj pač partnerka, sestra, mama. To je tisto, te ženske osebe bodo verjetno lažje tiste svoje čustvene stvari povedati, kar se tiče duševnega terapeuta, pa terapeuta na obliki, pač. Ne moški, ženska. To se pravi ena izhodišča, seveda ne drži to za vsakega, ampak tako, ko razmišljamo o teh razlikah moške in ženske, se mi zdi, da je dobro imeti v misli, da mogoče ne smemo zdaj mi klasično pristopati kot psihologa, reče, da ko vas posadim na tisti stol, pa mi boste vse izlili, ko me boste direktno gledali, pa bomo zelo podobno, ampak treba bi zdaj sestaviti eno mizo, pa bo vas vmes malo povedno o tem, kako ste. Biti za nekom, rabimo takoj do besede, da je to biti z nekom, držati to nekom stiski močna stvar. Razmišljam zdaj tukaj še o preventivi, o tem, kar se zdaj možno rekla, o besedi svoje čustva. Kje imamo tu še manevrski prostor, pa kdaj začnemo razmišljati, kako lahko bi naše otroke jim pomagamo, da bi znali tudi s temi močnimi, mogoče manj prijetnimi čustvi izhajati, jih dati ven v besedi, vzeti za svoje v končni fazi. A veste, kaj sem še razmišljala, mogoče, da še malo jasno povem. Na enem od teh posvetov, ko sem bila lansko leto, ko je bilo res kratosno na temu duševnem zdravju, se mi je tako ostalo v spominu, ko je Anica Mikuš-Kos, ko je tako lepo rekla, pa mi otroke v šolah učimo, imamo v svoji celici, vejo vse, od mitokondrija, ampak koliko pa vejo otroci v svoji duši? Koliko jim pa pomagamo, da bi poznali sebe, da bi vedeli, kdo so, kaj se jim dogaja, kaj čutijo, kako ravnati z močnimi čustvi, s konflikti. Mogoče tule, a imamo še tu je tak manevrski prostor, da bi lahko, ste rekli, družine, šole, vsebine, kdo sem, kako sem. Jaz mislim, da kar nekaj takih programov v Sloveniji že je. Že tudi mi izvajamo, recimo desetletja neke programe, mogoče bolj specifično za preprečevanje samomora, kar nekaj je takih, ki spodbujajo neko dobro samopodobo. Je pa res, da jaz mislim, da bi lahko s temi programi začeli že prej, pa tudi nenazadnje nekaj programov je takih, ki se začenjajo že v vrtcu, z opismenjevanjem tega, da rečejo, recimo, otroci ne, da prepoznajo, če kdo nasilni do njih podobno. Tako da, definitivno še bolj sistematično take vsebine dodajati v vzgoju in izobraževanje. Ja, to je eden zelo pomemben vidik. Jaz mislim tudi, da ne vem nič narobe, če bi pri nas imeli v učnem načrtu en predmet, ki se mu reče, ne vem, samo spoznavanje ali nekaj. Kar vem, da je že desetletja nazaj bila ena ideja, pa bi se nikoli ni uresničila. In bi bila verjetno kakšna ura temu, ali pa pol ure na teden, ne vem, za učence res dobrodošla, bi verjetno sistematično bi se spodbujali to neko introspekcijo, ki bi bila verjetno na nacionalni ravni. Pravzaprav bi se nam tudi ekonomsko, po mojem mnenju, splačalo, ker bi mogoče potem bili ljudje bolj srečni, pa bi imeli zato premalo prezgodnjih smrti in tako dalje.
bi se verjetno to dalo zelo hitro tudi izračunati, kako in kaj. Je pa res, ne, da spreminjati neke vzorce reševanja težav in soočanje z bolečino ni samo stvar, ki ga lahko z vzgojno-izobraževalnimi sistemi naslovimo. Gre za to, kar bomo v bistvu starši prenesli svojim otrokom, kar bodo ti otroci naprej prenesli. Ne največ se bodo naši otroci naučiti od naših vlastnih vzorcev. Kar pa spet pomeni, da če imamo pa dovolj programov za neke nenazadnje notranjo rast, za podporo ljudi, ki so odrasli, ki so starši postanejo, ne? In tudi takšni programi že obstajajo, ampak jaz mislim, da problem pri nas stane, da dosti krat ostanejo taki programi na ravni nekih parcialnih pomoči, ne? Jaz vem, da recimo Ministrstvo za zdravje financira tudi naše programe, pa nekaj takih programov, ki so krasni, ne? Tudi za starše, recimo, ne? Na tega grejo, ne vem, mogoče, zdaj si bom zmislila, 100 ljudi na leto, ne? Koliko pa je staršev na leto, ne? 17 000, 20 000 otrok se rodi vsako leto, se pravi, imamo 40 000 staršev, ne? Kje je manevrski prostor? Tu je manevrski prostor, ne? Malo teh vsebin pride in tisti, ki ima največ težav, to njih imajo, ne? One ne bodo samo po sebi šli raziskovati take vsebine. Jaz, ki sem žitek psiholog, vse te knjige še dodatno berem, ker zdaj, ko sem pa starš, pa moram še ne vem kaj znati, ne? To je tu, kjer še imamo. Mogoče je tudi to problem zdaj v današnji družbi, da vsi vse vejo. Da kaj zdaj meni en neki govori. Jaz se znam najbolj svojim otrokom, recimo. In če to stališče, ne, pol ne može priti do take osebe, ne, ker da bo še lopno ali pa tožil, češ kao že ti govorila, ne, recimo, ali pa jaz, kako je za mojega otroka dobro. Vsi so nekak strokovnjak za vse, tudi tukaj, recimo, tudi vsi so zažalujoče, po samomoru so bili tudi skupine odprte, pa koliko se jih je prijavilo. Zelo malo, ne, zakaj je tak, a ne tukaj samomorov, zakaj? Kdo bo meni govoril, ne? Recimo. Ali pa smo pač tukaj zaprti. Ne vem. To je samo moje, ali? Ja. To je Slovenija tako unikum, res. Ena števila samomora, ne, to že jaz kar nekaj let poudarim. Toliko malo ljudi dejansko je v take skupine prišlo, ali pa toliko malo ljudi ne se kaj želi izpostaviti. Recimo v tujini so večinoma podporne skupine zažalujoče nastale strani drugih žalujočih, ne. In so zelo strokovnjaki, ki nekako, ja, svojo strokovno pomočjo vključevali v to, kar se meni tudi zdi najbolj prav način z tega, ker se ne bi želela žalovanja medikalizirati, ne, žalovanje je normalno odziv, če nekoga izgubimo, ne vem, zaradi ločitve, zaradi tega, ker smo se skregali, ne, kaj še lepo ne bo pravi, ne? Da žalovanje ni bolezen, ne? Tako. Pa kar dragoceno je deliti te zgodbe, ni? Da prebereš, recimo, ne vem, kdo pove, kak je šel čez to, da vidiš, da nisi presneto sam o tem in da je potreben čas. Ja, to se dogaja za popolnostjo ljudi, ne? Nekje zadej, v kotu, ne vem, a ne se ne bo nekdo tam na družabnih omrežjih se zjokal pa povedal, kako trpi. Ampak se bo pol, ne? Ko se bo happy, čez 5 minut bo to dramatiziral, ne? Karikiram, ampak mogoče je pa tudi tako, ne? Ker hočemo neko podobo, a ne? Tudi popoldne se bomo lahko razjezili, pa ne veš, kaj pride, da je. To je realnost, ne? To, mislim, čisto neka preprostost, tako da smo zgubili. Treba res vse ukalupati, ali se treba pogovarjati o samomoru, takrat, ko je res. Takrat se pogovarjamo o teh stvarih, kadar je ta dan duševnega zdravja, pa recimo, ko prije tragedija. Recimo, ko ne nekdo nekoga ustrelili, takrat so tudi mediji, takrat je vsega polno strokovnjakov, ko naredi se samomor v eni šoli, takrat je bum. To je senzacionalna novica, ko se pa 3 dni govorijo, tem je to ne. Mislim, pa ne rekla, hvala Bogu, ampak vsaj takrat se mi spregovori. Ja, mislim, naša izkušnja je recimo, ko smo pred več kot 10 letov začeli prve programe na šolo delati, ne. Se spomnim, da smo recimo na nekatere šole prihajali sprošno, ne, da bi tam neke preventivne programe izvajali.
Obstoječe vse programi so dovolj, pa vemo, da je takrat bilo res peščica. Pa recimo na eni od teh šol se leto, dve kasneje, recimo tudi zgodil samomor. Jaz nikoli ne rečem, da mi bi pa za preprečil, ker to je nemogoče si reči kaj takega, ne? Ampak hkrati, kako bi bil pa občutek, ne? Aha, smo vse naredili, vse, kar je bilo možno, ne? Tam pa niso, ne? Ampak ko se pa zgodi, ne? Takrat smo pa mi najbolj iskana vroča želnica, tako reče, ne? Takrat pa bi mogla jaz, da rečem, v tistem trenutku priti, ne vem, kam na šolo, ne? In vse povedati, kaj znam, in vsi se čudijo, zakaj nisem že tega povedala prej, ne? In v dveh teh rešiti vse. Tako, ne? In tako da imamo zdaj pač, in tudi na zadnje, to pričakovanje, ne? Nekakrat, ko mi zdaj pridemo, ne zdaj, ker sem jaz strokovnjak iz tega, zdaj bom kar povedala, zakaj se to zgodilo, ne? Zdaj bom povedala odgovor na to, pa zakaj me zaželujejo, kaj mi točno se naredijo, pa točno s katerimi besedami, ne se povejo ostalim učencem, kaj se je zgodilo, ne? Ker je okej, jaz lahko da me nakvir, ne? Jaz tudi povem, kaj bi jaz povedala, ampak se mi zdi, da to je tako pomembno, da v bistvu ljudje najdejo neke svoje besede, ne? In pri žalovanju, svoj način žalovanja, pri tem, kako se pogovarjati, težko sprejeti, ne? Vsak mora najti si svoj autentični glas pri tem, ker če ne, pravzaprav ne zgubljamo tisto svojo. Mogoče je tukaj tudi, če dodam nek strah, zakaj se bomo mi pogovarjali o tej temi, ki bomo spodbudili samomore. Tudi jaz sem imela to osebno izkušnjo, recimo, smo pa mi govorili o tvoji knjigi, bomo pa kot v mladinskem domu, se bo pa lahko zgodil. Ne, od pogostih mitov, ali pa se mi zdi, da je zahvalja. To je nič, se mi zdi, ne? To je nič, s katerim se pravzaprav mi ves čas, desetletje pravzaprav govorimo, da če bomo govorili, ne bomo spodbudili, je pa res, da je treba pa odgovorno govoriti, pa odgovorno poročati, ker pa vemo, da ta Wertherjev učinek pri napačnem, neodgovornem medijskem poročanju predvsem pa pride do tega, se pravi, da se lahko nekdo identificira. Mi recimo vsakič, ko pridemo na šole, ker se je zgodil samomor, opozorimo, pazite na vaše učence. Ni redko, da rečejo čez 2 dni še en poskus, ne? Še nekdo je podobno stvar naredil, ne? In res, mislim, včasih je tako, bom rekla, kaj iz teorije poveš, ne? Pa ti potem rečejo, si mi to rekel, pa sem si mislila, kaj pa to ne, nima veze, to za tvoje, recimo se spomnim, da sem v enem primeru rekla, prvi teden pazite na osebo, je res kritično, ne? Pa so rekli takrat, ne, kaj je to za en teden. In za točno v tistem tednu recimo zgodil samomor, ne? Tak, pravzaprav včasih se žal tudi teorija uresničena. Smo zašle. Smo učinkovite in zelo intenzivne, bi jaz rekla. Se mi zdi pa še en vidik pomembno, pa ga mogoče zdaj še nismo tako omenili. In sicer ta individualna odgovornost posameznika. Včasih želimo danes vse preložiti. Ti si odgovoren za svojo srečo, za svoj uspeh, za vse, kar se ti bo v življenju zgodilo. Ampak vemo, da je preplet toliko enih dejavnikov in da je pomembno, da vidimo, pa da spregovorimo tudi širše. Kako na naš odnos do življenja vplivajo družbene enakosti, pogoji bivanja, zaposlovanja, dostopnost do različnih virov pomoči, stigma, še vedno prisotna. In jaz, ko sem se pripravljala na te stvari, ne vem, kako sem zašla na spletno stran statističnega urada, ne vem, sem iskala število prebivalcev Koroške ali kaj, ampak poslušajte to vam bomo prebrali, ker se mi zdi zanimivo, pa boste povedali, a je tukaj povezano ali ni. Za Koroško regijo. Prebivalci te regije so splošno zadovoljstvo z življenjem v letu 2019 ocenili povprečje z oceno 7,1 od 10. Zdaj ne vemo, če ne vemo v kontekstu, ampak je bila najnižja povprečna ocena na ravni regiji. Najvišja ocena 7,7 je bila, ne vem, Gorenjska pa Goriška regija. Z enako povprečno oceno 7,1 so tudi Pomurci ocenili, ker vemo, da so tudi regija, ki je nekako bolj ogrožena, sicer v zadnjih letih manj, ampak so bili včasih podobno kot Koroška. Naprej, delež gospodinjstev, ki so se s svojimi prihodki zelo težko prebijali skozi mesec, je bil v tej regiji najvišji. 8% ljudi se je težko prebijalo. In še več, delež gospodinjstev, ki bi lahko poravnala nek nepričakovan izdatek v višini 650 evrov, je bil najnižji, to se pravi, polovica približno ljudi bi si lahko privoščila ta izredni izdatek. Pa še mogoče to, da je delež prebivalcev z višje pa visokošolsko izobrazbo je bil drugi najnižji, nižji je bil le še v Pomurski regiji. To so ene splošne
družbene, ne vem, kaj ne rečem, okoliščine, občutek, koliko nam gre dobro, koliko imamo dostop do česa. Ali to kaj pokomentirate? Meni se zdi, da v bistvu, če gledamo različne indikatorje zdravja, pravzaprav pridemo pri Sloveniji do podobnih trendov več čas. Na fizičnem in psihičnem zdravju se mi zdi, da nekatere regije vedno izstopajo v pozitivo, pa v negativo. Tudi če bi pogledali, katere regije najbolj zdravo jejo, bi se nam pravzaprav enako zgodilo. Veliko teh študij imamo strani NIJZ pravzaprav narejenega in pač iz psihologije zdravja, da pravzaprav vse kažejo točno te neenakosti. Neenakosti na socioekonomskem statusu, potem na kazalnikih fizičnega in duševnega zdravja. Pa hkrati ne smemo tu pozabiti tudi dostopnost do pomoči, ki Koroška vseeno ima majhno število psihiatrov, psihologov, kaj šele terapeutov, ki bi bili recimo dostopni do ljudi, pa potem, da bi si jih lahko tudi privoščili nazadnje. Tako da se mi zdi, da gre nekako to definitivno v kontekst. Pa res tudi vemo, da ta gradient zdravja kaže na to, da nižje, ko gremo mi po socialni lestvici, slabše je naše tako fizično kot duševno zdravje. In to na eni strani tudi zato, ker pač ljudje, eno je to, da nimajo, mogoče niso dovolj pismeni o duševnem zdravju, to je termin, ki ga za zadnje čase zelo radi uporabljamo, ampak hkrati moramo vedeti, da dostikrat ljudje iz tega socialno-ekonomskega statusa tudi težje, imajo tudi recimo neke osebnostne lastnosti, zaradi katerih v bistvu težje oni sami se angažirajo, pa grejo po pomoč. Nekdo, da rečemo tako, da nismo tako abstraktni, nekdo, ki se težko prebija skozi mesec, ki komaj gre pa kupi tiste osnovne živila. Jaz si ne predstavljam, da bom zdaj razmišljala, meni pa zadnjih 14 dni gre pa tako hudo, jaz bom mogoče zdaj šel do svojega osebnega zdravnika, pa če me on ne bo slišal, bom šel pol do psihiatra, pa bom se sam angažiral, pa bom šel še po terapeuta, pa bom še klical na neke, recimo, telefonske številke, recimo, ali pa karkoli. Zato, ker ima tisti človek, ne vem, danes se štel evre, koliko je dal za osnovno živilo, da tako rečem. In toliko energije jim greš za samo preživetje, da v bistvu o tem luksusu, da rečem, kakšno je moje duševno zdravje, skoraj da težko razmišljajo. In ja, definitivno te neenakosti v socioekonomskih pogojih so zelo pomemben indikator. In tudi se ve, da recimo, če upade v neki državi stopnja zaposlenosti za nekaj odstotkov, se število samomorov recimo poveča. Spet ni enoznačna, ni korelacija ena to in da samo ta dejavnik. Ker vemo, da pač populacija ljudi, ki so pod pragom, ne vem, nekega osnovnih bivanjskih zmožnosti, tako rečem socioekonomskih, je veliko, pa spet ne umrejo vsi zaradi samomora. Ampak je to zelo pomemben dejavnik, o katerem moramo govoriti mogoče. Sploh zato, ker se dostikrat, če govorimo z te dobre perspektive, če smo v dobri koži, govorimo, no pa daj se že k sebi spravi, no pa daj se že, se pa ni tako težko. Ja, če si v dobri koži, takrat zelo znamo poskrbeti za sebe. Ko pa smo v slabi koži, pa tudi mi vemo, da nam je to steže in zaradi tega je to steže tudi tistemu, ki v bistvu je pa konstantno v nekaj slabši koži. Prej smo že omenili tudi žalujoče njihovo stisko, večkrat prezrta, spregledana. Kako pomoč potrebujejo takrat ljudje? Me zanima čist vaša osebna izkušnja. Kakšne pomoči ste vi bili takrat deležni? Kaj vam je dobro delo, kaj pa ni bilo? Prej sva v bistvu, se navežem na Vitino, pač jaz sem bila v taki koži, da sem si kar hotela nekaj pomagati. Recimo, nisem imela denarja, nisem imela nekega denarja za terapevte, ne vem kaj. Zdaj po en stran gledam super, ker vprašanje na koga tudi naletiš, veliko je ta področje še totalno neurejeno, ampak to je za drugo mizo. Jaz sem v bistvu neko pomoč dobila vse prek zdravstvene kartice, po domače. Bile so tudi skupine, ki jih je profesor Onja organiziral, ampak so se ukinile v tisti čas. Tako da, če trkaš na vrata, jaz mislim, da se ti nekako se ti že skotalijo pravi ljudje okrog tebe, ne vem, ne znam to povedati. Moraš pa zelo biti vztrajen pa trkati. Kaj sem dobila osebno? Predvsem to, da je človek me poslušal. Zdaj, mogoče
takrat je bilo to še lažje, ampak vseeno, spet odvisno od koga imaš, ko potrkaš na vrata, kdo ti odpre ta vrata. Seveda si vsi ne pašemo na vse, ne. Zdaj to mene, da je nekdo slišal, da mi ni sugeriral, da mi ni skakal besedo, mi je veliko pomenilo. Zdaj, en, ki pa ful v žalosti, pa verjetno glih to, ne. Mene je žalost nekako na jezo sekala, ne, recimo. Nekdo, ki pa depresiven, pa rabi ves čas enega, da mu govori, ne. Jaz pa to je bilo kaj iskra, če mi je kdo kaj rekel, ne, ali že je bila kaj iskra. In tako sem jaz delovala, ne. Zdaj, spet odvisno v katerem časovnem obdobju se ti zgodi, a se ti to zgodi, ko si 10 let stara, se ti to zgodi, ko si že recimo malo izoblikovan kot oseba, ali pa 50-ih izgubiš otroka zaradi samomora, ne vem. Lahko se tiste potlačene čustva, ki jih človek nosi, tudi zdaj, recimo, pa takrat butne obrn. Vse slabo. Zdaj, ne vem. Kaj pa, na primer, nasploh odziv ljudi, bližnjih, nestrokovnjakov, kaj je tisto, kar vam je dobro delo? Dobro del, mi je tudi, ko me je pogledal, mi je slabo del. Ne, mislim, slabo naredil, ker sem imela v glavi, ne, da te vsak pozna, da te vsi vidijo, da sem ti obstajaš, ker sem tako globoko v bolečini, ne. V bistvu, karkoli je kdo naredil, ni bilo nič dobro, ker so v takem stanju. In tukaj smo tudi žalujoči na zelo močni potezi, oziroma tiskajo v stiski. Saj, v tistem breznu, zdaj pa jaz daskrat tako povem, še tukaj, kada ti en roko odreže, zdaj pa jaz hodim po Ljubljani. Hvala, da bom vsakega oblajala, ki me bo hotel kaj prijeti. In tako je podobno s to bolečino, ki se ne vidi, no, seveda se vidi v sržni, v slabi volji, ne. Tako da bi pa moje lažje iz tega stališča razumela to, da se ne bi ljudje, ki se srečujejo z, bom rekla, ranjenimi ljudmi, kakršnihkoli vrst, da se ne bi tega odzival strašno. Predvsem to, da bi zdržali. Tu pa spet mora biti tista oseba na drugi strani trdno zrela, ne vem. Ne moreš pa jaz lahko od strokovnjaka pričakujem, ne morem pa pričakovati od ene sosede. Pa tudi od strokovnjaka vprašanje, a ima te komponente, ker smo vsi samo ljudje, a ne? Ste v knjigi nekje napisali, da ko je naranjena žival, pa tudi če hočeš pomagati, lahko grizni. Ja. Se mi zdela, da taka je zelo. In grizeš in cepetaš in ko otrok, a ne, v bistvu si ful želiš in glih tak, ki se najbolj brani in najbolj potrebuje pomoč, ker najbolj kriči, ampak samo da zdržiš z njim, nič drugega. Tudi da ne zdržiš, je pa še ena izkušnja, ki poglobi in lahko privede do dodatne katastrofe ali pa celo samomora, ker si misliš, še eden je zdržal. Pustimo zdaj, če je to osebnostna motnja, ne, je spet nekaj drugega, ampak to stisko zdržati, ne, upati si zdržati. In pol sem bila recimo po enih 2 urah govorjenja, recimo ena izkušnja, ker mi še zdaj veliko pomaga, da sem jaz prosila, a lahko grem domov, ker ne morem več govoriti, ker sem tako utrujena, ne. Ker je oseba bila tako fokusirana samo za tebe, za mene, za tiste trenutek. In to pogledovanje, vemo, da smo v vihti časa, ne, ves čas, in tukaj se mi zdi res, da je terapevtski prostor res, ali pa pomoč, zdaj, kako je to v javnem zdravstvu, težko uresničljivo, ker sem videla težko, ne, ker so tudi zdravniki omejeni s časom. Z vidika žalujočega, pa je mogoče tudi sicer nekdo, ko je v stiski, recimo, če gremo na to področje, koliko iščejo pomoč, pa koliko govorijo, da tisti, ki so, ne vem, mesec dni ali pa celo teden dni pred samomorom iskali pomoč. Vendar ne, verjetno, da so šli pa povedali, meni na smrt hudo, so šli do osebnega zdravnika in govorili o bolečinah križu, ne vem,
In tu se mi zdi, da je še tudi en manevrski prostor, kako prepoznati za eno jezo, za eno drugo telesno bolečino, eno psihično ujetost temu in v bistvu pomagati. Ja, to drži, ne, okrog med 70 in 80% spet so te statistike, tudi naši podatki kažejo na to, da je približno tak odstotek ljudi v 3 mesecih pred smrtjo obiskal svojega osebnega zdravnika. Se pravi, nekak sistem je imel možnost prepoznave, ne, ampak ni šlo. Zakaj ni šlo? Seveda, dostikrat z osebnimi zdravniki se je veliko delalo v zadnjih 10 letih, ne. Oni imajo na razpolago za pacienta 7 minut časa, ne. Zdaj, v 7 minutah, tudi če si specializiran psiholog, pa ne vem kaj, ne, mislim, to so vprašanja, ki res potrebujejo več kot ta odmerni čas, ne. Mislim, ti že lahko prepoznaš nekaj ni v redu, ampak tudi ne nazadnje ljudje si ne bo, ne, to če jih boš vprašal v tistih 7 minutah, pa verjetno ne bo to, ni primerno, da je to prvo vprašanje, ne, tudi vedno, ko govorimo o tem, kako govoriti o samomoru, pa z nekom, ki je v stiski, ali pa ne nazadnje želajoči pripraviti sebe in pripraviti prostor in čas, ne. Se pravi, tudi zdravnik na nek način, ali pa kjerkoli zdravstveni delavci si mora vzeti čas, ne. Tako da je pa res, ne, da veliko ljudi ravno v takih okoliščinah res ne reče, ne, jaz razmišljam o samomoru, ne pridejo kar tak pa reče, ne, tako kot isto, pač ne vem, sem se zlomil roko, ne, ampak ne, je bolečina želodca, ne vem, nekih telesnih znaki in tako dalje, glavoboli, mogoče nespečnost, še najbolj se poveže s tem, da nekaj za duševno zdravje ni v redu. Pa tudi moramo vedeti, ne, da veliko starejših, predvsem, ne, zdaj sem se spomnila, se mu bo zdelo, da ne bodo obremenjevali svojega osebnega zdravnika za takšnimi temami, ne, da to vseeno, nekako ne rečem, ni primerno, celo bojo rekli, ne, da svojemu zdravniku govoriš, da ga obremenjuješ s tem, ne, to pač ne, ni tema za njega. Tako da mi še vedno to se tudi moramo v bistvu ljudi nekako opolnomočiti, da je čisto okej, če tudi z duševnim zdravjem, oziroma za duševno zdravje se obrnejo na sistem, ki je in večina ljudi vseeno osebnega zdravnika pri nas ima. Ja, sistem je tak, kot je, ima ogromno prostora še za izboljšave. Jaz pa zmeraj rada pogledam, kaj pa lahko znotraj mi, drug z drugim, vsakdo tam, kjer živi, kjer dela, kjer diha, da bi tudi mi senzibilizirali drug drugega za to. Tokrat vprašamo ljudi, kak si, ampak ga vzamemo kot eno retorično vprašanje, pa je tako močna zadeva, če bi ga resno vzeli. In to sam pic nekom, ne rabiš mi povedati, kaj je fora v življenju, kaj je smisel vsega, sem podi z mano, pa mi povej, da ti je mar, pa da smo okej. In se mi zdi, da to je ena taka stvar, ki bi jo radi, ki se mi zdi, da jo mi na področju javnega zdravja moramo razširiti, da vsak izmed nas, ne rabi biti psihiater, ima to kapaciteto, oziroma ne jo boji te naklonjenosti, ljubeče naklonjenosti do sočloveka. Tega nam po mojem manjka. Ja. Tako se mi zdi, da to dela tisto našo človeškost, nas povezuje kot ljudi, pa v bistvu nas to pripadnost enem drugemu goji in tudi to, da nismo en drugemu v breme, da mi lahko, jaz lahko nosim del tvoje bolečine in ti lahko nosiš del moje. Ne? In če se malo to breme razporedi, je lažje za nositi, ne da jaz vem, kako nositi. Nimam pojma včasih, tudi če sem strokovnjak, pa me mislijo, da vse vemo mi, ne vemo, ampak pomagamo lahko bolečine. Ja, pa se me tudi ta miselnost, ne, resmo ta miselnost tudi do mojih staršev, recimo, verjetno bila in jaz sem tako zgojen, ne bomo drugih obremenjevali, se težave potrebno rešiti sam, kaj predvsem stavek, katerega se moramo mi tudi otresti, kaj bodo pa drugi rekli? Tukaj ne, predvsem to ne. Prišli smo približno tudi tja, kamor smo hoteli priti, nekaj smo navrgle, veliko smo odprle, še bi lahko sedele. Mogoče, če imate kako misel za zaključek še. V bistvu naredimo naslednjo srečanje nadaljevanja. Super, zaključka,
boljš, da ni zaključkov, ker... To bi continued, ne? Ker v bistvu smo rekli, ne, da je pač Koroška začetek ali pa konec, da se mogoče lahko več čas vračamo na to začetno točko, ki ne bo nikoli končila. Lej, hvala vama, pa korajžna, pa navdihujoče, še naprej pri življenju in delu. To pa je bil zdaj nek vskok, ki ni pasal sem. Ja, jaz upam, da še imate malo energije, ne še zdaj obupati, zdaj prihaja fotofiniš, na 2 prispevka še, ki jih ne smete zamuditi. Velik poudarek smo dali letos uporabniški izkušnji, jaz mislim, da je to dobro, ker so močne stvari, sledi še ena. In sicer Jeff je uspešen moški srednjih let. Jeff je tisti moški, ki je pogumno in iskreno povedal svojo zgodbo. Zaradi težav v duševnem zdravju ni ostal ujet in nemočen. Zmogel je poiskati pomoč in okrevati. In takšne zgodbe so nam v navdih. Zgodba je sicer vzeta iz avstralskega prostora, kjer so v naslavljanju stigme naredili že precej pomembnih korakov. Želim si, da bi več Jeffov, Janezov, Martinov, Mojc in Marij našlo svoj glas tudi v našem majhnem slovenskem prostoru, da bi zmogli brez sramu, strahu, predsodkov ubesediti, da nam kdaj ne gre in da je to, da poiščemo pomoč, res znak moči. Zato pa potrebujemo dobro razvit in dostopen sistem pomoči, ravno tako kot senzitivne posameznike, ki z vso resnostjo vprašajo, kako si. Poglejmo še ta posnetek. An escape from the pain. I didn't actually want to die. I think as a doctor it took me a considerable amount of time to realise what was going on in my own mind and my own world. My first symptoms of anxiety I noticed in my early 30s when I was transitioning from being a trainee doctor to being a specialist in cardiology, and they manifested in the sense of being anxious and worried about little things, racing heart, sweating, not sleeping well, not being able to relax. And I'd worry about little things and ruminate over my mind either during the day, at night, about things that probably would never happen. Like at that time I felt like I had no future, I had no hope. I wasn't eating well, I was losing weight, I wasn't concentrating, I wasn't sleeping well. I was withdrawing into myself and excluding myself from, friends, and I had kind of a feeling I had no safe place to where I could be, either at work or at home, and they contributed to me becoming very significantly depressed and having daily intense suicidal ideation. I felt as if I had no future. There was no way forward. I thought I was going to lose my children forever, that I'd never see them again. I just wanted an escape from the pain. I didn't actually want to die. I was employing strategies at that stage to survive the next minute, and then I gradually would look at my watch and say I'm going to survive the next 5 minutes, and then I would do it for the next 60 minutes so I could get through the day. That's very exhausting. I kind of knew I needed to get help desperately at that stage, but I again delayed and delayed and delayed. In the initial stages I was very worried about speaking to people about it. One of the things that helped me get out of that major episode was a text I received from a friend, which was really the perfect
the perfect text. It was non-judgmental, saying that she was concerned about me. She noticed that my texts were getting darker and more concerning to her. She texted me the Lifeline and Beyond Blue helpline. Said, you really desperately need to ring these people. I rang them at the end of the day. Very important that my friend guided me to seek help and that I put my hand up to get help. My recovery strategies was to do swimming. In fact, sometimes a lot of swimming, and in many ways it was an easy way for me to use mindfulness. So it was a matter of taking the breath, blowing the bubble out in between taking the strokes, and so perfect way of being in the moment. And I know when I've had a good swimming session from a mental health point of view, in that I can't remember what I thought about other than maybe the next breath or the next stroke. Yeah, coming out the other side where I am now, I think I'm in a very strong place in many respects. In many ways, I've had this kind of sense of post-traumatic growth. My life's changed to an extremely positive sense. I think we've moved a long way around awareness about depression and anxiety and speaking about depression and anxiety, but there's still a long way to go about suicidal ideation. It needs to be talked about more openly. That's the kind of stigma we need to break down, that if you get to that place, you do need to seek help. It's not a sign of weakness, and in fact a sign of strength. I think it's essential that others that are feeling the same way, do the same thing, put their hands up to get help, or their friends and family guide them and help them get help. Sammy. Tako, še ena krajša zgodba, ampak mislim, da navdihujoča in močna. Prišli smo že čisto skoraj do konca. Jaz malo pogledujem na uro, na 5:55 moramo končati, ker potem začenjajo Ljubljančani. Pogledam, a imamo še kakšna vprašanja, komentarje. Hkrati bi vas rada spomnila, v chat je kolegica prej prilepila evalvacijski vprašalnik. Zelo nam bi bilo dobrodošlo in dragoceno, res je kratek, če na kratko ocenite, kaj je bilo, kaj ni bilo, kaj pogrešate, zelo dobrodošlo. Če pa je še zdaj kakšna ideja, vprašanje za katero od gosti mogoče. Sicer bi pa rekla tudi to, če se vam kasneje kako vprašanje pojavi, dajte tudi, lahko pišete meni, jerneja.lorber@nijz.si, pokličete, pa lahko skupaj poiščemo kak odgovor. Zdaj jaz ne vidim, da bi bilo kako vprašanje. Je možno dobiti posnetek prizemljitve, bil večkrat v šoli. Ja, Jasmina, seveda, vsi ti posnetki, to je tudi ena od prednosti, stvari imamo predposnete in ko bo konc vseh teh dogodkov, še 2 sta, mislim, v ostalih regijah, vam bomo tistim, ki ste bili prisotni, te posnetke poslali. Tudi na YouTubeu so dostopni, tako da boste lahko uporabili vsakič, ko boste to potrebovali. No, tako da, ja. Tudi potrdila je prej nekdo spraševal, dobite naknadno direkt iz organizacije dogodkov, vam pošljajo tisti, ki ste bili prijavljeni na dogodek. Tako, potem pa dajmo še ta zaključek, ki je meni tudi zelo dragocen pa poseben. Jaz vem, da smo mogoče veliko stvari v ta čas hoteli stisniti in strniti, ampak zato bojo posnetki, da si jih lahko mogoče kasneje, kdaj še sami v miru pogledate in premantrate. Za konec sladica pride. Trio Hedera Vento sestavljajo izkušeni koroški glasbeniki in multiinstrumentalisti Mojca Kamnik, Urša Lorber ter Aljaž Lipuš.
Skupno glasbeno pot so začeli leta 2013. Ime skupine Hedera Vento je našlo navdih v esperantu in pomeni bršljanov veter. Njihova glasba je preplet različnih zvrsti in glasb sveta, raziskujejo in s svojim pridihom interpretirajo tudi ljudsko izročilo. Njihova interpretacija koroške ljudske pesmi v Šmihel pa no kajžico mam, za vso silo daje čutiti moč in težo samote, osamljenosti, upanje na ljubico, entrošt, kot pojejo, pa je zame sinonim hrepenenja po stiku, po pristnem, pomembnem odnosu, ki stiskam navkljub riše življenje kot smiselno in vredno. Jaz bom zaključila z mojimi besedami, oni pa z glasbo. Še enkrat pa ponovim, pojte, plešite, pogovarjajte se. Ne pozabite na ravnovesja, skrbite za odnose in bodite sami sebi najboljši starš. Zdaj pa pustite si čutiti in vse dobro do naslednjič. Go
dolgo ne bodem več sam. Si izbral bom nevesto, ljubico zvesto, potem pa ne bodem več sam. Več sam, več sam, več sam, več sam, več sam. Mi smo Hedelavento. Veseli smo, da smo lahko del takih dogodkov, ki poudarjajo teme, kot je duševno zdravje. Mogoče se pred korono nismo vsi srečali samota, smo se pa definitivno med epidemijo vsi kdaj počutili same. Treba se je pa zavedati, da nikoli nismo zares sami, tudi če osamljenost traja dlje časa, ker je vedno tu nekdo, ko nam lahko prisluhne pa pomaga, tudi če to ni nekdo od naših bližnjih. Ne bojmo se stigme, sami s sabo moramo živeti do konca našega življenja in duševno zdravje je absolutno neka stvar, ki bi nam mogla biti na prvem mestu. Torej, ne bojmo se stigme, ker je vsak dan lahko nov začetek. I just wanted an escape